Drugi del. Odnosi kot duhovna vaja. Ljubezen je stanje bitja. Tvoja ljubezen ni nekaj zunaj, je globoko v tebi. Nikoli je ne moreš izgubiti in ne more te zapustiti. Ni odvisna od nekega drugega telesa ali kakršnekoli zunanje oblike. 6. poglavje. Raztapljanje bolečinskega jedra. Človeška bolečina je večinoma nepotrebna. Samo sebe poraja, vse dokler se ne ozavestimo in začnemo opazovati svoj Bolečina, ki si jo prizadevamo, je vedno oblika nesprejemanja, nekakšno nezavedno upiranje temu, kar je. Na miselni ravni je upiranje oblika presojanja, na čustveni ravni pa oblika negotovosti. Bolečina je toliko močnejša, kolikor bolj se človek upira sedanjemu trenutku. To pa je spet odvisno od tega, kako močno se istovetite s svojim umom. Se neprestano trudi, da bi zanikal ta trenutek in mu ubežal. Z drugimi besedami, čim bolj se istovetite s svojim umom, tem bolj trpite. Rekli bi lahko tudi takole: čim bolj ste zmožni ceniti in sprejemati sedanji trenutek, bolj ste osvobojeni bolečine in trpljenja, pomišljaj in tudi egovskega uma. Nekateri duhovni nauki trdijo, da je vsaka bolečina pravzaprav slepilo. In res je tako. Toda vprašanje je, ali to velja tudi za vas? Samo prepričanje namreč ni dovolj, da je nekaj tudi resnično. Samo prepričanje namreč ni dovolj, da je nekaj tudi resnično. Želite morda do konca življenja prenašati bolečino in ob enem nenehno zatrjevati, da je le slepilo? Se boste na ta način res osvobodili? Rad bi vam pomagal, da bi se resnice zavedali, pomišljaj, in da bi jo torej tudi sami izkusili. Ko se boste nehali istovediti z umom, ko torej ne boste živeli več nezavedno, bo izginila tudi bolečina. S tem mislim predvsem na čustveno bolečino, ki je tudi poglaviten vzrok telesne bolečine in telesnih bolezni. Zamera, sovraštvo, samopomilovanje, občutek krivde, jeza, depresivnost, ljubosumje in tako naprej. Celo najmanjše vznemirjenje so oblika bolečine. In tudi vsak užitek ali čustvena izpolnitev skriva v sebi seme bolečine, torej svoje neločljivo nasprotje, ki se bo prej ali slej tudi udejanjilo. Kdor je kdaj užival droge, da bi se omamil, ve, da se ta omama nazadnje spremeni v brezno, užitek pa v nekakšno bolečino. Veliko ljudi tudi iz lastne izkušnje ve, kako zlahka in hitro se intimno razmerje iz vira užitka spremeni v vir bolečine. Gledano z višje perspektive sta tako negativna kot pozitivna stran le dve strani istega kovanca. Oboje je del bolečine, ki je neločljivo povezana z egovskim stanjem zavesti, torej zavesti, v kateri se istovetimo z umom. Bolečina je razdeljena na dve ravni. Dvopičje. Na bolečino, ki jo ustvarjate zdaj, v tem trenutku, in na tisto iz preteklosti, ki še vedno živi v vašem umu in telesu. Dokler se ne boste znali povezati z močjo sedanjega trenutka, bo vsaka čustvena bolečina, ki jo boste doživeli, zapustila v vas ostalino bolečine, ki bo nato naprej živela v vas. Ta nova bolečina, ki bo ostala v vašem telesu,
se bo združila z bolečino, ki je bila v vas že odprej, in skupaj se bosta shranili v vašem umu in telesu. Sem sodi seveda tudi vsa bolečina, ki ste jo doživeli v otroštvu in ki vam jo je nevede zadala okolica, v kateri ste se rodili. Ta nakopičena bolečina tvori negativno energijsko polje, ki naseljuje vaše telo in vaš um. Če si jo predstavljate kot nevidno bitje za svojo lastno pravico, da obstaja, ste zelo blizu resnici. To je namreč čustveno bolečinsko jedro. Čustveno bolečinsko jedro obstaja na dva načina. Lahko je speče ali pa dejavno. Speče je lahko celo 90% vsega časa. V človeku, ki je globoko nesrečen, pa utegne biti dejavno prav ves čas. Nekateri ljudje živijo skoraj ves čas skozi svoje bolečinsko jedro, medtem ko ga drugi izkusijo le v določenih okoliščinah, na primer v intimnih razmerjih ali v situacijah povezanih z izgubo ali zavrženostjo, ki so jo doživeli nekoč v preteklosti, ali pa v situacijah, ko je nekdo čustveno ali telesno prizadene in podobno. Prav vse lahko predrami naše bolečinsko jedro, še zlasti, če se povezuje z bolečinskim vzorcem iz naše preteklosti. Ko se bolečinsko jedro pribudi iz spanca, ga lahko požene v delovanje celo najbolj nedolžna pripomba, ki jo morda izreče kdo od naših bližnjih. Ne istovetite se več z bolečinskim jedrom. Bolečinsko jedro noče, da ga odkrito opazujete in ga vidite takšnega, kot je. Tisti hip, ko ga namreč opazujete, ko v sebi občutite njegovo energijsko polje in usmerite vanj vso svojo pozornost, se istovetenje konča. Tedaj se odpre višja razsežnost zavesti, ki jo imenujemo navzočnost. Zdaj ste pričevalec ali opazovalec lastnega bolečinskega jedra. To pomeni, da vas ne more več izkoriščati, pretvarjajoč se, da ste ono vi sami. Zato se tudi ne more več v narekovajih oskrbovati z vami. Zdaj ste našli lastno notranjo moč. Nekatera bolečinska jedra so precej nadležna, a razmeroma neškodljiva. Podobna so na primer otroku, ki se noče nehati jokati. Nekatera druga jedra so zlobne in pogubne pošasti, pravi demoni. Nekatera so telesno nasilna, še veliko več pa jih je čustveno nasilnih. Nekatera napadajo ljudi okrog vas ali vaše bližnje, nekatera druga pa napadajo vas same. V takšnih primerih misli in občutki, ki jih imate v zvezi z vašim življenjem, postanejo izrazito negativni in samouničevalni. Pogosto se iz vsega tega razvije bolezen ali pa se zgodi nesreča. Nekatera takšna bolečinska jedra pa lahko svojega v narekovajih gostitelja prevedejo celo v samomor. Včasih se vam zdi, da nekako dobro poznate, a ko se nenadoma prvič znajdete pred tem tujim, udurnim bitjem v njem, vas to močno preseneti. Vendar pa je še pomembnejše, da ga opazujete v sebi namesto v drugih. Bodite pozorni na vsakršno znamenje žalosti in bridkosti v sebi. Ne glede na to, v kakršnikoli obliki se pojavi, pomišljaj utegne biti prav bolečinsko jedro, ki se prebuja. To se lahko dogaja v obliki razdraženosti, nepotrpežljivosti, mračnega razpoloženja, želje po tem, da bi koga prizadeli, jeze,
besa, potrtosti, potrebe po tem, da bi v svoj odnos z nekom vnesli nemir in podobno. Zalotite ga takoj, ko se začne prebujati iz spanca. Bolečinsko jedro se trudi preživeti, tako kot vsako drugo bitje. In preživi lahko le, če vas pripravi do tega, da se nevede poistovetite z njim. Tedaj se lahko postavi na noge, si vas podredi, v narekovajih, postane vi sami in živi skozi vas. Z vami se hrani, pomišljaj, in sicer z vsako izkušnjo, ki je usklajena z njegovo vrsto energije, torej z vsem, kar poraja nadaljnjo bolečino v takšni ali drugačni obliki, v obliki jeze, razdiralnosti, sovraštva, potrtosti, čustvene drame, nasilja in celo bolezni. Bolečinsko jedro torej, ko dobi moč nad vami, ustvari v vašem življenju razmere, iz katerih črpa nazaj svojo lastno energijo in se z njo hrani. Bolečina se namreč lahko hrani le z bolečino. Ne more živeti od radosti, saj je ta zanjo povsem neprebavljiva. Ko si vas bolečinsko jedro podredi, si želite samo še več bolečine. Postanete žrtev ali hudodelec. Bolečino namreč hočete prizadejati sebi ali drugim, lahko pa tudi oboje. Pravzaprav med tem dvojim niti ni bistvene razlike. Vsega tega se seveda ne zavedate in povsem prepričano zatrjujete, da si nikakor ne želite bolečine in trpljenja. Toda zazrite se pozorneje vase in videli boste, da sta vaše mišljenje in vaše vedenje usmerjena tako, da ohranjata bolečino, pomišljaj, in sicer tako v drugih kot v sebi. Če bi se tega resnično zavedali, bi se ta vzorec razkrojil sam po sebi, kajti želja po še večji bolečini je znak zmedenosti in nihče noče biti zavestno zmeden. Bolečinsko jedro, ta temna senca, ki jo meče ego, se v resnici na smrt boji svetlobe vaše zavesti. Boji se, da bi ga razkrili. Njegovo preživetje je odvisno od vašega nezavednega istovetenja z njim, pa tudi od vašega nezavednega strahu pred tem, da bi se soočili z bolečino v sebi. Toda če se ne boste soočili z njo, če bolečine ne boste osvetlili z lučjo svoje zavesti, jo boste morali vedno znova podoživljati. Bolečinsko jedro se vam morda zdi kot nevarna pošast, ki si je ne upate pogledati, toda zagotavljam vam, da ni nič drugega kot votel strah, ki nikakor ne more zdržati pred močjo vaše zavestne navzočnosti. Ko postanete opazovalec in se nehate istovetiti z bolečinskim jedrom, bo to nekaj časa še delovalo ter vas skušalo zapeljati, da bi se spet poistovetili z njim. Čeprav ga ne napajate več za svojo energijo v narekovaju, se torej ne istovetite več z njim, zaklepaj, ima še vedno nekaj zagona, tako kot se bo tudi vrteče se kolo vrtelo še nekaj časa, potem ko ga ne bomo več poganjali. Na tej stopnji utegne celo občutiti bolečino v posameznih delih ali ta bolečina kmalu popusti. Ostanite navzoči, ostanite zavestni. Bodite čuječ varuh svojega notranjega prostora. Biti morate dovolj navzoči, da lahko neposredno opazujete bolečinsko jedro in občutite njegovo energijo. Šele takrat ne bo moglo več nadzorovati vašega mišljenja. V trenutku, ko svoje mišljenje uravnavate z energijskim poljem bolečinskega jedra, se poistovetite z njim
in ga spet začnete hraniti z svojimi mislimi. Če je na primer jeza prevladujoča sestavina energije vašega bolečinskega jedra, ter so vaše misli prežete z jezo in neprestanim premlevajo, kaj vam je kdo storil ali kaj boste vi storili komu drugemu, se ne zavedate več, ali vaše bolečinsko jedro postaja v narekovajih vi. Za vsako obliko jeze se namreč vedno skriva bolečina. Ali pa kadar vas preplavi mračno razpoloženje in se pogreznete v premlevanje o tem, kako strašno je vaše življenje, tudi takrat se vaše mišljenje uskladi z bolečinskim jedrom. To pomeni, da na nek način postanete nezavedni, zaradi česar postanete ranljivi za napade bolečinskega jedra. Z besedo nezavedni v tem primeru mislim na istovetenje s tem ali onim miselnim in čustvenim vzorcem. V takšnem stanju pa ni nobenega opazovalca. Kako trpljenje preoblikujemo v zavest? Vztrajna zavestna pozornost preseka vez med bolečinskim jedrom in vašim mišljenjem ter sproži proces preobrazbe. Tako je, kot da bi bolečina postala gorivo za plamen vaše zavesti, ki nato gori samo še svetleje. V tem je tudi ezoterični pomen starodavne alkimistične spretnosti preoblikovanja svinca v zlato, trpljenja v zavest. Notranji razcep se tako zaceli in spet postane celi. Zdaj morate samo še paziti, da ne ustvarjate nadaljnje bolečine. Pozornost usmerite na občutja v vas. Zavedite se, da je to bolečinsko jedro. Sprejmite dejstvo, da je tam. Ne premišljujte o njem. Pomišljaj, nikar ne dovolite, da bi se to občutje prelevilo v mišljenje. Prav tako ne sodite ali razčlenjujte. Ne istovetite se z njim. Ostanite zavestno navzoči in še naprej opazujte, kaj se dogaja v vaši notranjosti. Zavedite se ne le čustvene bolečine, temveč tudi narekovajih njega, ki opazuje, tistega tihega pričevalca. To je moč zdajšnjega trenutka. Moč vaše zavestne navzočnosti. Potem samo glejte, kaj se bo zgodilo. Istovetenje ega z bolečinskim jedrom. Postopek, ki sem ga pravkar opisal, je globoko učinkovit, a obenem povsem preprost. Tudi otrok bi se ga hitro naučil in upam, da bo nekoč ena prvih stvari, ki si jih bodo otroci naučili v šoli. Ko boste dokončno dojeli osnovno načelo zavestne navzočnosti, pomišljaj, kaj torej pomeni biti opazovalec lastnega notranjega dogajanja, in to boste dojeli, ko boste ta proces sami izkusili. Boste imeli v rokah najmočnejše transformacijsko orodje. Nikakor ne zatrjujem, da se pri svojih poskusih, da bi se nehali istovetiti z bolečino, ne boste srečevali z močnim notranjim upiranjem. To se še zlasti dogaja, če ste se večino življenja močno istovetili z svojim čustvenim in bolečinskim jedrom in če vaše občutje sebe večinoma ali pa v celoti izhaja prav iz tega istovetenja. To pomeni, da ste iz svojega bolečinskega jedra ustvarili nesrečni jaz in zdaj ste prepričani, da ste to umsko slepilo v resnici vi sami. V tem primeru bo nezavedni strah pred izgubo vaše identitete skušal storiti vse, samo da se tej identiteti ne bi odrekel. Z drugimi besedami, raje boste še naprej trpeli bolečine, pomišljaj, oziroma bili bolečinsko jedro, kakor da bi preskočili v neznano
in tvegali izgubo svojega starega, nesrečnega jaza, ki ste ga navajeni. Opazujte svoje odpore in upiranje. Opazujte svojo navezanost na bolečino. Pri tem bodite na vse pozorni. Opazujte nenavadni užitek, ki vam ga prinaša nesrečno počutje. Opazujte notranjo nujo, da govorite ali premišljujete o njem. Ta odpor bo ponehal tisti hip, ko se boste zavedeli. Šele potem boste lahko vso svojo pozornost usmerili na bolečinsko jedro, ostali zavestno navzoči kot pričevalec in s tem sprožili spremembo. Samo vi sami lahko to storite. Nihče drug ne more tega storiti za vas. Toda, če boste imeli srečo in boste našli koga, ki je zelo ozaveščen, in boste lahko skupaj z to osebo v stanju zavestne navzočnosti, vam bo to v veliko pomoč in bo napredovanje le še pospešilo. Tako se bo vaša notranja luč hitreje krepila. Če poleno, ki se je šele vnelo, položimo k razžarjenemu kosu lesa, nato pa ga vzamemo stran od njega, opazimo, da gori precej bolje kot prej. Konec koncev, pomišljaj, ogenj je en sam. Biti takšen ogenj je ena izmed nalog duhovnega učitelja. Tudi nekateri terapevti znajo opravljati takšno nalogo, vendar le, če so presegli raven uma in znajo, kadar delajo z vami, ustvariti stanje močne zavestne navzočnosti. Zapomnite si predvsem naslednje. Vse dokler se z bolečino istovetite, se je ne morete osvoboditi. Dokler del svojega občutenja jaza enačite z svojo čustveno bolečino, se nezavedno upirate in onemogočate vsak poskus, da bi ozdravili bolečino. Zakaj je tako? Preprosto zato, ker želite ostati nedotaknjeni in ker je bolečina postala vaš bistveni del. Ta proces poteka nezavedno in prekinite ga lahko le tako, da ga ozavestite. Moč zavestne navzočnosti. Presuniti vas utegne spoznanje, da ste bili v oklepaju ali pa ste še vedno zaklepaj navezani na bolečino. V trenutku, ko dojamete, presekate to navzočnost. Bolečinsko jedro je energijsko polje, skoraj takšno kot entiteta, ki se je začasno namestila v vašem notranjem prostoru. Je ujeta življenjska energija, ki se ne zmore več pretakati. Seveda se je bolečinsko jedro pojavilo zaradi nekaterih dogodkov v preteklosti. Opisali bi ga lahko tudi kot živo preteklost v vas in ko se istovetite z njim, se istovetite tudi s preteklostjo. Vaša vloga žrtve temelji na vašem prepričanju, da je preteklost veliko močnejša od sedanjosti, kar je povsem nasprotno od resnice. Običajno temelji tudi na prepričanju, da so drugi ljudje s svojimi dejanji odgovorni za to, kdo ste zdaj, da so odgovorni za vašo čustveno bolečino ali pa za vašo nezmožnost, da bi bili takšni, kakršni ste v svojem bistvu. Resnica je edino ta, da se vsa moč skriva v tem trenutku. To je moč vaše sedanje zavestne navzočnosti. Ko se tega zaveste, spoznate tudi, da ste zdaj sami odgovorni za svoj notranji prostor. Pomišljaj, nihče drug ne more prevzeti odgovornosti zanj in da preteklost ne more premagati moči sedanjega trenutka.
Bolečinsko jedro ustvarja neozaveščenost, zavedanje pa ga preoblikuje v to, kar je sveti Pavel tako lepo odpisal kot univerzalno načelo. Vse se razodeva po luči, in kadar se razodeva po luči, samo postane luč. Tako kot se ne morete bojevati zoper temo, se tudi ne morete bojevati zoper bolečinsko jedro. Če bi skušali to storiti, bi v sebi zanetili spor in s tem bi bolečino le še poglobili. Dovolj je, da bolečinsko jedro opazujete. To namreč pomeni, da ga sprejemate kot del tega, kar v tistem trenutku je.